Slovensko zdravniško društvo želi na akademskem nivoju argumentirane diskusije predstaviti stališča, ki izhajajo iz stališč Svetovnega zdravniškega združenja in njegove etične komisije. In mimogrede za današnjo tiskovno konferenco je tudi kolega Lindholm, ki je aktualni predsednik Ethical Committee of World Medical Association, nam poslal statement, ki smo ga tudi pripravili kot pisno gradivo telekonference. Slovensko zdravniško društvo skupaj z ostalimi zdravniškimi organizacijami, ki smo danes sklicatelji te tiskovne konference, smo 2 leti komunicirali s predlagatelji zakona in tudi za slovensko javnostjo. In menimo, tako je bil tudi sklep kongresa 17. oktobra, da so stališča slovenskega zdravništva jasna. Opozarjamo pa na večje tveganje evtanazijskega mobinga, o katerem poročajo zdravniki po izkušnjah peščice tistih držav na zemeljski obli, ki so evtanazijo vnesle v svojo lokalno zakonodajo. Več nam bodo pa povedali še kolegi in kolegice iz tistih specialnosti, ki bodo verjetno, če bo zakon tako vzpostavljen v slovenski javnosti, še pod posebnim pritiskom. Smo potem pozvali regijska društva k temu, oziroma da se ne izjasnijo, ali katero od regijskih društev podpira to vrstne zakonske rešitve, in nismo dobili prav nobenega pozitivnega odgovora iz 13 regij, kot imamo pa zdravniško društvo organizirano.